Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na Sledi resnice. Velikonočni prazniki so za nami in odkar so se pravzaprav ta krščanska izročila nekako vse splošno prijela, sploh kar se hrane tiče na te velike praznike, včasih seveda ni bilo tako, danes vsi radi jemo takrat, ko cerkev reče, da naj, se je tudi povečal obisk na urgenci in ali je bilo tako tudi letos skozi te praznike, to sem želel raziskati, zato imam dva gosta, na eni strani monsignorja Valanta iz mariborske nadškofije. Dobro jutro, dober dan. Ja, hvaljen bodi po teh velikih praznikih. In pa doktorja Frasa iz UKC Maribor. Doktor Fras, pozdravljeni, pa morda najprej vam beseda, kako je izgledala urgenca čez praznike. Zdaj, če se kar po štajersko izrazim, bilo je nabasano. In tako je bilo tudi stanje večine pacientov tam pri nas, ne. Najhujše pri celi stvari pa je, da moramo mi pol pomešati pa v čakalno vrsto dati ljudi, ki so prenažrti po domače in tisti, ki jim je res nekaj hudega narobe, ne. Je pa tudi druga resnica, da če človek poje kilo zelhanega pa 10 do 15 jajc, je z njim tudi nekaj narobe, ampak tem na drugi neki inštanci, ne. No in kje vi, doktor Fras, vidite v bistvu rešitev za to težavo? Ja, rešitev vidim recimo tu nasproti mene, pri gospodu monsignorju, ne. Recimo oni bi lahko pri svojih mašah vplivali na vernike, naj to v nekih zmernih količinah uživajo, ne. Ne pa, da se v petek postijo, pol pa v soboto, nedeljo pa najuriš, ne. Gospod monsignor, kako vi odgovarjate na to? Ja, seveda to ni resnica. Namreč mi svojim očicam rečemo, da zmerno, Jezus je tudi bil zmeren, sami vemo. Tudi ko je hodil daleč peš, se vsedo pa spočil, ni pretiraval kot nekateri športniki, ko so na robu iznemoglosti potem. Pa potem bruhajo, pa ne vem kaj vse. In tu mi našim vernikom rečemo, bodite zmerni, mislim, skromnost je ena taka vrlina, ne. Saj veste, da včasih en grižljaj je kot, ne vem, 100 obrokov, tak je tudi Jezus, bom rekel, dlanjo, tem, kaj je imel not, to pomeni, ne vem, 20-25 dek na hrano, ne vem, koliko ljudi bi zdaj mogel pogledati. In seveda mi učimo naše vernike tak, da bi jaz doktorju rekel, da naj le pride tu in tam v cerkev, ne. Sem bil jaz v cerkvi, brez skrbi sem bil in druga, ko nekega hujskanja, naj ljudje v nedeljo ne hodijo v trgovine, da bojo prodajalke lahko doma, nisem slišal. Sploh pa ne o tej temi, kaj se mi pogovarjamo, ne nazadnje pa tudi ta gospod, ki je pridigal, je tudi ni izgledal, kot da v soboto ne bi jedel. Po njegovi mimiki obraza sem videl, da je tudi med samodaritvijo večkrat, vete kaj, ne vem, zdaj tu grdo govoril, ne. Glejte, mislim, to pa res ni takšen greh, stara zaveza uči, da zelo ne misli, kdo vetri in potem tudi, če ni bilo moteče za ostale vernike, hvala Bogu. Saj veste, kak pravi tisti pregovor, en tak je odžene vas, pa še ne vem koliko doktorov, ampak jaz bi rekel, kratki teden je dober teden, danes je že torek, Bogu hvala, hvaljen bodi, nasvidenje. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.